V Rolls-Roycu sem jaz imel to priliko, prav ko sem se z Rusije vračal, sem imel prav hiter kontakt tudi z Angleži in oni so, bi rekel, zelo dosti dajali pozornosti na modeliranje, na fizično modeliranje, se pravi na fizičnih modelih. Moram pa reči, da so bili njihovi vetrovniki za en velikostni razred manjši, kot so bili ruski. Ta ruski je bil, mislim, v tistem času največji vetrovnik na svetu, ne. To Rolls-Royce vetrovniki so bili tam nekje velikostnega reda, tam eni 5., 6. v svetovnem merilu in seveda so izredno dosti v tistem času delali na njih. Moram pa reči, da danes se vetrovniki že precej postavljajo v drugi razred, ker so preprosto meritve v vetrovnikih zelo drage. Povezano je to z veliko energijo, ki jo morate vložiti noter, za ogromno enega časa, ki ga morate vložiti, in če zdaj to primerjate z nekim numeričnim modeliranjem, ki ga lahko speljete, ne, je to ekonomsko gledano včasih neopravičljivo.